Čas krize je pravzaprav, oziroma te osamosvojitve ali izolacije, kakorkoli, je za nekatere pare pravzaprav rešitev. Kajti dolgo so živeli v hitrem tempu, z dnevnimi obveznosti, niso imeli časa se pogovarjati s partnerjem o tem, kaj čutijo, kaj mislijo, kaj pravzaprav vidijo svojo prihodnost, in so se ukvarjali z dnevnimi rutinami. Danes več, oziroma dnevnimi obveznostmi, tega danes veliko manj, in zato je sedaj čas, da se pravzaprav spoznajo, kdo so tisti, s katerimi živijo, kdo so sami, in predvsem, da poglobijo svoj odnos. Tako da bo pravzaprav kriza oziroma to obdobje pripomoglo k temu, da se pari poglobijo in bojo iz teh prišli še močnejše veze, bolj močne družine, kajti družina je pravzaprav temelj nekega naroda. In verjamem, da se bo s tem slovenska vrednota in pravzaprav spoštovanje, morala v osnovi dvignilo na višji nivo, ker vsak ne bo več razmišljal o dnevnem preživetju, ampak bomo zdaj začeli razmišljati o tem, kaj bomo čez 30 ali pa 100 let, kaj bo z našim narodom. Govorimo o tem, da bo pravzaprav se vsak poglobil v sebe in povečal pravzaprav to moč z svojimi družinskimi člani. Res pa je, glede na krizo, ki pa je nastala, da lahko pri nekaterih poveča krizo, kar pomeni tisti, ki so živeli površinsko, mogoče tudi namenoma živeli površinsko, zaradi nekih različnih dnevnih aktivnosti, bodo predvsem zdaj videli to, da se dejansko nimajo s partnerjem kaj pogovarjati, vidijo, da živijo s tujcem, da so njegovi interesi in pričakovanja popolnoma drugačni kot njegovi, in se zna zgoditi, da se bo pa kar nekaj vez tudi razšlo. Ampak to je pravzaprav čas resnice, streznitve, da spozna vsak, kdo pravzaprav je in kaj si želi. In tako bo ta kriza pokazala tisto pravo našo vrednost v odnosu do sebe, do bližnjega, in tudi pravo smer, kaj pravzaprav nas čaka v življenju.